Potekal je dvoboj spodnjega dela lestvice, domači Aluminij je pričakal Radomlje, ki so še vedno zadnje, na povsem zadnjem mestu brez ene same zmage v letošnjem prvenstvu. Tokrat pa so dobro štartali, vratnica, tokrat Stojiljkovića, Janžeković je žogo uspel odbiti v vratnico in nato še v kot. 15. minuta, podaja z desne, tokrat je streljal Cvek in obramba Ivačiča, ki je žogo uspel zadržati. Še napad za goste, priložnost za Šipka, ki si je pripravil strelo daleč, močno je meril, ampak Janžeković težav ni imel. Po dobre pol ure igre pa priložnost za domači Aluminij kot za domače in izjemen zaključek Škofleka, ki je zatresel mrežo za prednost domačega moštva 1:0. Lepo le Škofleka, odbita žoga, do nje je prišel nogometaš Aluminija in zabil še svoj 4. gol v letošnjem prvenstvu. Natančen vole za prednost domačih 1:0. Drugi polčas in prva akcija za goste, tekla je 4. minuta nadaljevanja in zadetek Lirduna Osmanaja. Izid je bil izenačen, lepo se je znašel Osmanaj in takole izenačil po lepi asistenci in Radomlje so izvrstno štartale v tale drugi polčas. Že v naslednji akciji, v naslednji minuti, dolga podaja proti Nuniču, ki je imel ugodno pozicijo, a streljal previsoko, potem pa je podal Škoflek. Žoga pred vrata, kjer je streljal Petrović nekoliko mimo desne vratnice. Domača ekipa je potem napadala za prednost in to je bila že akcija v 58. minuti. Škoflek je izkoristil novo lepo žogo pred vrata in po preigravanju načel mrežo Ivačiča tudi v tem drugem delu in popeljal Aluminij do prednosti 2:1. Lepo se je znašel Škoflek in zatresel mrežo za povišanje prednosti. No, napad za domači Aluminij, oddaleč Lovro Cvek, to je bil izjemno močan in natančen strel, ampak izvrstna obramba Ivačiča, ki je tokrat rešil Radomlje, potem pa še prava bomba oddaleč in Balić je streljal, Janžeković je rešil domače rdeče. V zaključku tekme strel Rebernika, obramba Ivačiča, 2 gola Aluminija za nove pomembne 3 točke pred domačimi gledalci. Je zelo težka tekma za nas, iz psihološkega vidika težka tekma, ker smo v bistvu mogli zmagati, zato smo zdaj naredili razliko 8 točk, vse skupaj nekoliko lažje. Dejstvo je to, da v teh pauzi 14 minut se nam pač dogaja nekaj stvari, imeli smo neko virozo igralci, imamo 4 poškodovane igralce in je bilo za nas to zelo težko, ampak fanti so zgarali, dobesedno zgarali in jim čestitam resno za to njihovo borbenost danes, ki so prikazali. Jaz vsekakor ne morem biti zadovoljen. Jaz v prvem polčasu sem zadovoljen s funkcioniranjem fantov, potem tudi odgovor. V začetku drugega polčasa smo se držali navodil. Jaz sem pričakoval nekaj podobnega, kot se je dogajalo v drugem polčasu. Takoj po zadetku smo imeli še eno izrazito zadevo, da bi zaključili na 2:1. No, takrat so se gosti prebudili in so kar kmalu nam dali drugi gol. Potem pa sem poskušal z določenimi menjavami znotraj ekipe, tudi z novimi frišnimi igralci. Ni se najbolj posrečilo vse skupaj, poskušali smo igrati ene zadeve, ki jih ne treniramo, vendar verjetno je odločala, mogoče malo izkušenost. Fanti so le take, niso izkušeni za sabo, nimajo toliko takšnih težkih tekem, v bistvu, ki pomenijo pač ta, da se zaostanek naš povečal, pritisk je bil morda prevelik, čeprav nisem jim polagal tega. Jaz pač hočem, da so vsako tekmo boljši iz tedna v teden in to jim polagam na srce. Danes mislim, da so eni niso bili na pravem nivoju, ene bi celo pohvalil, te mlajši so se pokazali, da so na pravi poti v profesionalizmu, vendar še vse skupaj čaka kar precej dela.